V tretjem krogu prvoligaškega prvenstva poraz v Kopru 1-2. V primerjavi z zadnjimi tekmami nekaj rošad. Prvo priložnost so dobili debitanti v prvi postavi, in sicer mladi 17-letni Tine Čuk ter novinca Andraž Žinič in pa Vladan Vidakovič. Začelo se obetavno. V 5. minuti je po akciji po levi strani poizkusil Brnič, domači vratar Golubović je obranil. V 9. minuti je na drugi strani s strelom poizkusil Kotnik. Na sredini prvega polčasa se je izkazal Menno Bergsen ob strelu Perisa. V 31. minuti vodstvo za Koprčane. Globinsko podajo je Golubović sprejel, podal na drugo stran, kjer je Kotnik zabil proti nekdanjemu klubu in svoj tretji gol v sezoni. Toda odgovor Maribora takoj, le 2 minuti zatem, hitra akcija po levi strani, Brnič in Sikošek. Ta je krasno našel pred golom Baturino, ki je zabil svoj drugi gol v letošnjem prvenstvu. Do konca polčasa veliko priložnosti več ni bilo, strel Osudžija z razdalje je odlično pariral Bergsen. V drugem polčasu je Tine Čuk ostal v slačilnici, namesto njega je vstopil Daniel Šturm. Prvo priložnost pa so Koprčani takoj pretvorili v vodilni zadetek. Po akciji po desni strani je Osudži našel prostor za strel in matiral mariborskega vratarja. Do konca tekme potem malo priložnosti. Koprčanom se je ponudila po 11-metrovki, ki je bila dosojena v sobi za VAR, toda Peris je stresel prečko. Na drugi strani je po podaji Sikoška Vipotnik streljal v domačega vratarja. Koprčani so se ubranili do konca z čvrsto obrambo. Mislim, da v drugem polčasu je gol prišel v nepravem trenutku za nas, ampak mene bolj skrbi dejstvo, da smo mogoče v 3 kolih dobili 7 golov, tako da je to definitivno preveč in že to je neki določen alarm, da nam marsikatera zadeva v obrambi ne štima. Mislim, da je preveč lakomislenost, ampak po drugi strani sigurno in vse te rotacije okrog igralcev, odhodi, prihodi, poškodbe, normalno tudi so povzročile določene težave, tako da tisto, kar moram reči, danes čestitam ekipi Kopra na zasluženoj zmagi. In definitivno mi nismo danes bili na nivoju. Je pa res, da smo v Evropi zdaj vse tekme, mislim, da odigrali dobro, tako da je to neka pot za naprej. Moram pa tudi vedeti, da je prvenstvo zelo pomembno in ne smemo si več privoščiti takih tekem kot danes. In jaz mislim, da smo zdaj med sabo odkrito pogovorili in da bomo s tem tekmoj dali res vse od sebe. Drugi poraz v 3 tekmah, zdaj pa vse moči napete, kajti v četrtek tekma sezone, prvi obračun v 3. krogu kvalifikacij za Ligo Evropa, nasprotnik v Ljudskem vrtu pa bo Helsinki.